Odločitev o nadaljevanju Ceroda 2 v nekaj tednih. Kaj bo z obvoznico Blanca? Uspeh pihalnega orkestra Krka. Lepo pozdravljeni. Na zadnji seji novomeškega mestnega sveta je župan Gregor Macedoni svetnike seznanil s stanjem projekta Cerod 2, za katerega je že jasno, da do konca tega leta, ko se izteče možnost črpanja evropskih kohezijskih sredstev v višini 17 milijonov evrov, ne bo pripravljen za izvedbo. Odločitev o nadaljevanju naložbe naj bi bila znana v prihodnjih tednih. Kot je znano, je mestna občina, ki je v naložbi 15 občin 62% partner, januarja začasno zaustavila Cerod 2, saj je želela po Macedonijevih besedah preprečiti nastajanje novih stroškov. Župani občin družbenico sprejeli časovnico, v kateri bomo dobili na mizo spremenjeno investicijsko dokumentacijo, na podlagi katere se bomo lahko odločali o nadaljnjih korakih. Mestni svetniki so imeli glede Ceroda veliko vprašanj. V zvezi s prevažanjem odpadkov iz drugih slovenskih občin je Alojza Kobeta zanimalo. Do danes nisem dobil odgovora, po kakšni ceni se obračunava smetitem ostalim nedružbenicam. Pereča težava ostaja smrad, ki ga občutijo po velikem delu Šentjernejske doline. Lansko leto je bilo zaznati, da je bilo v Cerodu uporabljenih 70 000 evrov za odpravo tega smradu. Vemo pa, glede na to, da imam sam izkušnje in pa tudi s civilno inicijativo sem veliko sodeloval, da ta smrad še vedno povzroča velike težave. Neuresničena ostajata dva velika projekta, Cerod 2 in hidravlične izboljšave dolenjskega vodovoda v 5 občinah. Kaj ste naredili na tem področju, da bi se ta sredstva, evropska sredstva, ki so pač ne bodo počrpana na strani Ceroda, prenesla preko ministrstev na prioriteto za hidravlične izboljšave oziroma za izgradnjo vodarn? Adolf Zupan pa se je dotaknil odgovornosti za neizvedeni projekt Cerod 2. Ali je tukaj nastala z dejanji določena odgovornost posameznikov, ki ima lahko tudi v posledici ugotavljanja odškodninskega postopka? Macedoni meni, da je velik del krivda na državi, ki je sklepala pogodbe brez določitve končnih rokov. Res pa je, da se zapleti s Cerodom 2 vlečejo že od leta 2011, ko so prejeli odločbo o črpanju evropskih sredstev. V urejanje infrastrukture ob elektrarnah Boštanj in Blanca je Infra vložila 70 milijonov evrov, vendar ima še nekaj nedokončanih obveznosti. O tem so na zadnji seji govorili sevniški občinski svetniki. Posebna komisija v občini spremlja ureditve, ki jih mora v skladu s prostorskim državnim načrtom ob obeh hidroelektrarnah zagotoviti Infra. Nedokončana dela se vlečejo predvsem na račun spremenjenega nivoja podtalnice, ki ogroža nekaj objektov. V letošnjem letu bo sanacija vasi zaselka Dvorec stekla, potem je potrebno razrešiti doleni Boštanj, ker je dvig podtalnice ogrozil kar nekaj kleti, zmanjšal uporabnost teh objektov. Na Infri zagotavljajo, da bodo to uredili, saj so z oškodovanci prek mediacije dosegli dogovore. Trši oreh bo uresničitev obvoznice Blanca, ki je nekako nedokončana, na pol dokončana in praktično ne služi ničemer, je pa del državnega prostorskega načrta. Enostavno vztrajamo na dokončanju ureditev, ki so bile ob sprejemanju teh državnih prostorskih načrtov potrjene. Po zakonu lahko novo zgrajene ceste železnico prvega reda prečkajo le izvennivojsko, s podvozom ali nadvozom, sicer ne dobijo uporabnega dovoljenja. Obvoznico Blanca se zato vodi kot gradbiščno cesto in je v upravljanje noče niti direkcija za ceste, niti občina Sevnica. Infra brez soudeležbe resornih ministrstev stroška ureditve izvennivojskega križanja ne bo zmogla, je povedal direktor Vojko Sotošek. Novo les je zgodba, ki je sramota za vse obstoječe občinske strukture, za vse strokovnjake in tudi za vse ljudi v tej regiji, ki so dovolili zaprtje in propad tovarne, ki je obkrožena z gozdovi, pravi Franc Plut, predsednik Kulturno-političnega društva Svoboda, ki kritično spremlja dogajanje v občini Straža. V društvu, ki je nedavno organiziralo srečanje s poslansko skupino Združena levica, v katerega je kot civilna družba vključeno, pozdravljajo namero, da bi na območju nekdanjega Novo lesa zrasel lesni center Straža.
To je v redu, da se razvija, ampak mislim, da je ta intenziteta prepočasna, da gre vse to prepočasi in bi bilo treba z gospodarsko cono Zalog, bi mogla biti že zdaj urejena bi mogla biti Novolez, bi mogel zalaufati, več bi bilo treba poudarka, mogoče kakšne moratorije narediti, da bi ljudi zainteresirali, da bi tukaj investirali, da bi tukaj gradili. Je pa problem, da ima država in njene banke vse možnosti, da bi na podoben način, kot so nažalost pred leti pomagali menedžerjem, da so prevzemali podjetja, zdaj mogli spoznati to svojo napako in začeti pomagati delavcem, da začnejo prevzemati tisto, kar je od teh podjetij ostalo potem, ko so jih pač razne tajkunske klike oplinile. Poleg gospodarskih v društvu glasno opozarjajo tudi na okoljevarstvene probleme, med katerimi že kar nekaj časa izpostavljajo podjetje Ekosistemi. Najbolj žalostno pa je, da tiste inštitucije kot inšpekcija ne ukrepajo. Država ne ukrepa. Država je pač taka, kakršna je v tem sistemu, ki pravijo, da je strašansko dober, nam gre pa vsak na slabše. Inšpekcije so v tej državi po mojem tudi namenoma zelo osiromašene. Med drugim je Mesec izpostavil delavsko inšpekcijo, ki ima trenutno le 80 inšpektorjev, v Sloveniji pa posluje okoli 93.000 podjetij. Zato po njegovem mnenju prihaja do številnih kršitev delavskih pravic in na podoben način nastajajo problemi tudi drugje. V rimskem obdobju je bilo Trebnje pomembna rimska postojanka, imenovana Praetorium Latobicorum. Iz tega obdobja je zato kar nekaj pomembnih arheoloških najdb, do najnovejših so se dokopali letos pri izkopavanju za potrebe obnove vodovoda. Po podatkih Trebanjske krajevne skupnosti so pri izkopavanju odkrili eno strnjeno naselje hiš na mestu, kjer je bilo rečeno, da naj bi bila rimska cesta. Kar pomeni, da je rimska cesta verjetno šla južneje od predvidenega. Po podatkih strokovnjakov je bilo tako strnjeno naselje v okolici zdajšnje cerkve, dodaja Smuk. In glede na zasnovo izkopanin, obstajajo indici, da je morda tudi v delu okrog cerkve bil Jupiterov tempelj, kar pomeni, da je bilo središče tega naselja. Da bi potrdili te domneve, so se v sodelovanju z občino Trebnje odločili za geofizikalne raziskave, ki jih bodo izvedli v tem in v začetku prihodnjega leta. Vsekakor smo kar zajeli eno večje področje, ki zajema rimsko cesto v Trebnjem do križišča s cerkvijo. Potem bomo pregledali še kompleten del okrog župnišča in pa okrog starih blokov na rimski cesti. V prvi fazi bo šlo iz občinske blagajne za te raziskave 30.000, pravi župan, ki ga skrbi, ali bodo zaradi arheoloških raziskovanj uspeli izpeljati obnovo vodovoda v roku. Pravzaprav se bojim, da bomo mogli kakšno sredstvo vračati pri evropskem projektu, ampak upam, da bomo šli do konca marca skozi, ne? Sicer pa nameravajo raziskati tudi zemljišče, na katerem bodo uredili postajališče za avtodome, saj gre tudi tam za arheološko najdišče, še dodaja župan. Na Muljavi so v preteklem letu slavili kar 3 visoke jubileje, ki so jih na včerajšnji slovesnosti ob zaključku prazničnega leta svečano zaobjeli. Med drugim so podelili tudi 2 naziva častni krajan in predstavili zbornik Jurčič in njegovi rojaki skozi čas. S številnimi prireditvami so že lani obeležili 170. obletnico rojstva rojaka Josipa Jurčiča, 90 let kulturnega delovanja na Muljavi in tudi 50-letnico gledališke dejavnosti na prostem. Predvsem nas veseli, da smo sposobni toliko let držati to veliko družino skupaj, negovati prijateljstvo. Ob tej priložnosti je nastal tudi zbornik. Ožji uredniški odbor je štel 3 člane, pravzaprav smo mi zasnovali nekako celoten koncept zbornika, sodelovali pa so tudi igralci in seveda ostalo osebje, medtem ko zbiranje potekalo 20 let. V njem je zapisano precej zanimivega, del knjige se nanaša tudi na častne krajane Muljave, ki so veliko prispevali k razvoju kraja. Mednje sodita tudi Boris Kuhar in Dore Južna, ki so jima na prireditvi podelili naziv častni krajan. Ena zahvala za delo, ki sem ga že upravljal. Rad sem delal in še bom zdravje dalo. Meni je bilo priznanje vsakič, ko sem lahko le kaj sodeloval, kaj pripravil. No, to je pa zdaj na koncu, pa sem ga še prav posebej vesel, ne.
Obenem so nekaterim članom Muljavskega kulturnega društva za njihovo življenjsko delo podelili tudi posebne plakete, predsednica društva pa je na koncu dodala, da se že intenzivno pripravljajo na letošnjo predstavo. Po 10 letih bodo poleti znova uprizorili Domna. Toni Perušič, 52-letni ultramaratonec iz Butoraja pri Črnomlju, se je v soboto podal na dobrodelni tek ob slovenski meji, ki ga je poimenoval 15 za 15, za sonček, za Slovenijo in naprej. Po 15 letih njegovih maratonskih tekov v Sloveniji in tujini se je odločil, da bo jubilej obeležil s 1100 kilometrov dolgim 15-dnevnim tekom, za vsako leto en dan, s katerim bo objel Slovenijo. In seveda ta objem namenil tudi Zvezi Sonček. S tekom bo namreč pomagal Zvezi društev za cerebralno paralizo pri zbiranju sredstev za njihov počitniški program. Imam brata tudi s to boleznijo in vem, kak je to, koliko enega skrbi, koliko dela za starše, pa naj gre te otroke vsaj 2 tedna malo na sonce. Na prireditvah, ki bodo širom Slovenije, se bomo predstavili s svojimi stojnicami in tudi s svojimi izdelki, ki se izdelujejo v naših varstveno-delovnih centrih po 11 krajih Slovenije. Sredstva pa zbirajo tudi s pomočjo SMS donacij. Perušič, ki bo 11. aprila sklenil krog okoli Slovenije v Črnomlju, kjer je tudi začel tek, upa, da se jih bo zbralo čim več. Pred odhodom na 15-dnevni maraton, v povprečju bo pretekal 74 km na dan, je bil dobre volje, prepričan, da bo zmogel. Sem hotel 2000, pa je premajhna Slovenija. Po objemih in pozdravih s prijatelji se je v družbi belokranjskih tekačev takole podal na 1100 km dolgo pot, ki ga je že čez nekaj kilometrov vodila skozi domačo vas, kjer so ga čakali ponosni sovaščani. Teče za ŠDB Torek, kam gre in da zmeraj ima svojo slovensko zastavo, tako da smo ponosni, da imamo tajega soseda na Butoraju in tajega človeka, ko je on. Po krajšem postanku in okrepčilu se je ultramaratonec poslovil od sosedov in nadaljeval s tekom v smeri Osilnice ob Kolpi. To, kar ljudi dela ljudi, je sposobnost sočutja. Najbolj prvinska oblika sočutja pa je dobrodelnost kot pomoč sočloveku v stiski. In prav ta dobrodelnost je osnova delovanja Rotary klubov, tudi novomeškega, ki je minuli konec tedna pripravil koncert v Novem mestu in Šentjerneju. Novomeške Rotarice in njihovo delo pozna večina, ki se odziva na dogodke in akcije, s katerimi pomagajo. Tokrat so podali roko otrokom ter društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na primer, poskrbimo za organizacijo letovanja otrok s posebnimi potrebami na Debelem rtiču, potem omogočimo letovanje otrokom iz osnovnih šol, iz socialno šibkih družin. Skratka, moto našega delovanja je pomoč otrokom. Obeh dobrodelnih koncertov, na katerih je bil osrednji gost dalmatinski pevec Tedi Spalato, se je udeležilo približno 540 ljudi. To je društvo upokojencev, nabral nas malo več skupaj, tako da bo bolj obiskan, ne. Se pravi, da ste prišli v bistvu uživati v glasbi, hkrati pa tudi prispevati? To pa tudi, ker smo pa tak tipi, ko imamo rad glasbo. Rotarici pričakujejo, da bodo z obema dogodkoma zbrali podobno kot lani, približno 5000 evrov. Za konec še ta vest. Pihalni orkester Krka je na mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov v italijanski Rivi del Garda osvojil 3 nagrade. Člani orkestra pod vodstvom Matevža Novaka so navdušili mednarodno žirijo in v konkurenci 45 orkestrov domov odnesli pokal za osvojeno prvo mesto v najvišji tekmovalni kategoriji, pokal za najboljši orkester tekmovanja in nagrado za najboljšega dirigenta tekmovanja. Orkester je za osvojeno absolutno prvo mesto prejel tudi profesionalen inštrument. Hvala za pozornost in prijeten večer.